Auditorij Portorož, obalne galerije, knjižnici v Piranu in Izoli, Ljudska univerza, Pomorski muzej. Izjemne ustanove, ki pa jih vlada, take kot jih zdaj poznamo, čez dober mesec pošilja na smetišče zgodovine. Tehten premislek, tehtni kriteriji, recimo kako uspešen je zavod, kakšne cilje zasleduje, kakšno vlogo ima v lokalnem okolju, število gledalcev, obiskovalcev, kakšni so lastni dohodki, konkurenčnost. Nič od tega. Referenčna točka v vladnih glavah, številka 15. Jaz mislim, da gre za birokratsko ignoranco. Ker vse primorske ljudske univerze ugasnejo, celo če bi govorila o slovenskem prostoru, mislim, da obstanejo samo 2 ali 3. Združevanje recimo s šolami bi bilo vprašljivo. Šole živijo z javnim denarjem, sami pa se preživljajo na trgu. Od knjižnic od blizu in daleč bi preživela samo koprska. V kulturi je to samo še dodaten varčevalni ukrep, ki gotovo ne kratkoročno in dolgoročno ne bo prinesel pozitivnih rezultatov. Pomorski muzej je edini tovrstni muzej v Sloveniji. 60 let je že na nogah, samostojno. V tem prostoru ni ustanove, s katero bi se na hitro in improvizirano združil. Vladna domislica mu utegne odpihniti velik denar in tako polovici slovenskih kulturnih in izobraževalnih ustanov. Kajti v naslednjem letu nekateri zavodi utegnejo, ukolikor bi izgubili pravno osebnost, utegnejo izgubiti evropska sredstva, ki se sedaj vračajo. Koprsko gledališče gre skozi šivankino uho, 15 zaposlenih, ogorčenih in solidarnih. Predlog je smešen. Kriteriji za združevanje, povezovanje ali po domače ukinjanje pa naravnost neumen. Tako nesprejemljivo, tako nesramno, da spet tolčejo po najbolj šibkih. Gledališče je zmeraj preživelo. Že v času druge svetovne vojne je gledališče živelo, ker je bil partizanski oder in vse. In če smo takrat preživeli, jaz mislim, da bomo tudi to butalsko vlado. Ostali bodo le nekateri javni zavodi in še tile v Ljubljani. Dobili bomo nove Cankarjeve domove, pravijo na Obali. Neprimerne za uspešno delo v malem urbanem okolju in podeželju. Mogoče je iz pozicije Ljubljane to nekako normalno, ker se to itak ne tiče Ljubljane, ampak se tiče okolice, lokalnih skupnosti. Škoda in posledice bodo velike in nepopravljive. V enem mesecu je nemogoče narediti kakršenkoli pameten načrt. Upajo, da bo množičen upor zbrihtal odgovorne za brezbutalsko namero. In če ukrep obstane, dobimo ironijo vseh ironij. Zavodi se bodo ujeli v past lastnega spoštovanja ukrepov prejšnjih vlad, ki so nalagale omejitev zaposlovanja.